Lepo pozdravljeni in hvala za vašo udeležbo, da ste počastili tiste, ki jih želimo v gospodarstvu počastiti vsako leto. Kot rečeno, letos že 51. podeljujemo slovenske gospodarske oskarje. Njihove zgodbe smo ujeli tudi v Glasu gospodarstva, ki verjamem, da ste ga tudi prejeli. In ponosni smo na njihove dosežke, ker to so ljudje, ki so vzor v gospodarstvu in vsako leto jih izjemno skrbno izbiramo. Letos imamo 6 izvrstnih nagrajencev iz 6 dejavnosti in 5 slovenskih regij. Njihove dejavnosti so izjemno široke, so zelo zelene oziroma usmerjene v prihodnost, ukvarjajo se tako z e-mobilnostjo, zelenimi tehnologijami, turizmom, vesoljem, avtomatizacijo proizvodnje, skratka izjemno široka in pestra bera tudi pri letošnjih nagrajencih. In izjemno nas veseli, da lahko tudi povemo, kako uspešne rezultate imajo, torej zakaj so tisti, ki jih postavljamo kot naše vzornike. Njihova dodana vrednost, če vam nekaj številk recimo ponudimo, njihova skupna dodana vrednost je v povprečju v zadnjih 5 letih vsako leto zrasla za 7,4%, kar je približno 60% hitreje, kot je rast sicer v slovenskem gospodarstvu. 3/4 svoje prodaje naredijo na tujih trgih. Njihova zadolženost je na ravni 1,2. Tisti, ki poznate, kaj pomeni ta dolg med dolgom in EBITDA-jem, veste, kako nizka in izjemna je ta številka in je enkrat ugodnejša kot v slovenskem gospodarstvu, ki je pa nižje v celoti, kot je recimo evropsko povprečje. Torej so tudi v tem pogledu še ekstra bolj izjemni. Lahko bi jih v bistvu pisali, da so to podjetja, ki imajo nadpovprečno visoko produktivnost, ki so zagrizeni izvozniki, ki so nezadolženi, ki vlagajo v zaposlene, izplačujejo nadpovprečne plače glede na svojo dejavnost, v kateri se nahajajo in skrbijo za prihodnost. Za investicije namreč namenjajo okoli 7% svoje letne prodaje, kar je 40% več kot sicer v slovenskem gospodarstvu. In zato tudi želimo, da so vzor, kot gospodarska zbornica si izjemno prizadeva in želimo, da podjetja vlagajo v raziskave, v razvoj, v ljudi, ker to je pot do tega, da pridemo tudi do višje produktivnosti. Tako da mi je izjemno zadovoljstvo, da smo danes tukaj z vami in da lahko še enkrat poudarimo, da so prejemniki nagrade tisti, ki svojim delovanjem pomembno sooblikujejo gospodarsko in družbeno okolje, v katerem delujejo, in da se lahko vsi med nami v bistvu zgledujemo po njih, verjamem pa, da imajo tudi oni svoje vzornike. Hvala lepa. Ja, dober dan, še pozdrav z moje strani. Hvala Gospodarski zbornici, ker mi je zaupala to čast, da sem predsedoval tej ugledni komisiji, da sem imel možnost pri izbiri naših vzornikov in danes sem pred vami poslednjič, zato ker se mi zaključuje že drugi mandat, 8 let sem bil na čelu in ko sem danes vrgel pogled na tale Hall of Fame, na spisek vseh nagrajencev, blizu 70 ali pa mogoče še kaj čez v tej moji karieri, lahko rečem, da bi vse še enkrat izbral. In mislim, da je to dokaz, da ta komisija je delala dobro, da smo skrbno izbirali, da smo uporabljali seveda veliko objektivnih kriterijev, ki pa smo jih potem lahko premeniti tudi lahko rečemo tudi s kakimi mehkimi vplivi, faktorji. V komisiji sedijo sami nagrajenci Gospodarske zbornice, ugledna imena slovenskega gospodarstva, sekretarka komisije pa je Mojca Osojnik, ki je tudi opravila večino svojega dela. Lahko še to rečem, da me je ta nagrada zelo zaznamovala od že 80 let, ko sem bil še kot študent, ker jo je dobil moj oče in mi je oče postal tudi še pomembnejši vzornik. No, leta 2008 sem tudi sam prejel to nagrado, no in zadnja leta, 8 let, sem preko te nagrade resnično spoznaval slovensko gospodarstvo in moram reči, da sem vesel, včasih celo presenečen, da imamo tako dobra podjetja,
predvsem presenečajo me iz te, da rečem iz grupe majhnih in srednjih podjetij, in zdi se mi, da Slovenija resnično dobiva strukturo, ki je lastna morda severni Italiji, Avstriji, južni Nemčiji, se pravi, ko hrbtenico gospodarstva oblikujejo ta podjetja, ki pa zagotavljajo seveda bistveno višjo dodano vrednost in pa tudi robustnost gospodarstva. Prepričan sem, da tudi nasledniki moji bojo ravno tako dobro opravljali svojo nalogo in da bo Gospodarska zbornica Slovenije imela še naprej resnično ugledno nagrado, ki bo vzor vsem nam ali pa želja vsem nam. Hvala vam. Jaz bi rad samo par stvari izpostavil, ki so mogoče zelo specifične za INEO. Ena stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je, da smo primer dobre prakse, kako iz raziskovalne inštitucije, ker mi izhajamo z Inštituta Jožef Štefan pred 30 leti, da se da raziskovalne dosežke tudi unovčiti na trgu. Mislim, da tu je eno vodilo, ki bi ga kazalo ojačati v našem gospodarstvu. Zanimivo je tudi to, da smo vsi inženirji, razen računovodstva, tako rekoč ni nikogar brez tehnične izobrazbe, vključno z mano. Sem se razvil v INEI, to je moja prva služba, sem že 25 let tukaj. Veliko sem se naučil. Zanimivo je mogoče, bil sem mal na šoli IEDC, Bled, pa so me hitro naučili, da so podrobnosti, vse podrobnosti zelo važne. Na eni simulaciji so me odpustili kot finančnega direktorja, ker je bilo zelo zabavno za ekipo, čeprav smo bili strašno uspešna ekipa, ampak v podrobnostih pa nismo blesteli. Tako da to se mi zdi zanimivo, da smo pa kot podjetje pa potem lahko že 5 let z trojno A boniteto. Zelo smo ponosni, da predstavljamo Slovenijo v tujini. Tako rekoč, kamorkoli pridemo, smo nepoznani in nam je v veliko veselje ta promocija in tudi, da uspemo toliko izvoziti svoje lastne pameti. Se že leta in leta uvrščamo praktično med 100 slovenskih izvoznikov, kljub temu, da smo majhni. Toliko. Pa recimo pomembno je tudi to, da gradimo INEO na vrednotah, tako da vsi zaposleni gojijo vrednote poštenosti, delovnosti, pripadnosti in tako naprej. Tako da s tem sem zelo zadovoljen in gledam na to kot velik uspeh, da uspemo tudi to socialno noto držati v kapitalističnem svetu, ki ni vedno tako prijazen. Hvala lepa. Kot je bilo rečeno, se v Stilesu ukvarjamo z opremljanjem hotelov v smislu zaključnih gradbeniških del z opremo in pa z interjerjem. Ta segment v naši strukturi prodaje pomeni 94%. Smo potem tudi dobavitelj lesenih komponent za karavaning industrijo, kar pri nas predstavlja 5% v strukturi in pa 1% pa predstavlja še vedno prodaja oziroma proizvodnja in prodaja stilnega pohištva. Locirani smo v Sevnici, kjer imamo kompleks velikosti 32.000 kvadratov, poleg tega imamo predstavništva v Švici, Nemčiji, Belorusiji in pa v Srbiji. Promet je v lanskem letu znašal 32 milijonov evrov, tega je bilo izvoza 94%. V zadnjih 3 letih smo prodajno realizacijo podvojili, število zaposlenih znaša 280, v zadnjih 3 letih se je ta številka povečala za tretjino. Na segmentu hotelov smo 100% izvoznik, doma žal ne delamo nič, pa bi radi. Struktura poslov v zadnjih 5 letih na segmentu hotelov pomeni 45% 5 zvezdic. V zadnjih 5 letih smo delali za tako renomirane hotelske franšize, kot so Hyatt, Marriott, za Marriott recimo tudi Luxury Collections, kar je čista špica, pa potem Intercontinental, Sheraton, Le Méridien, Kempinski in tako naprej. 40%
v strukturi so predstavljali hoteli 4 zvezdic, recimo Falkensteiner, Hyperion, zadnja skupina pa so družinski nebrandirani hoteli, ki jih je bilo 15%. Lansko leto smo zaključili skupaj 34 hotelskih projektov v 20 različnih državah. Izdelali smo na primer 3000 tehničnih načrtov, opravili preko 260.000 delovnih ur v proizvodnji in skupaj s podizvajalci cirka 150.000 ur na različnih gradbiščih. Trenutno imamo odprtih skupaj 15 gradbišč, na katerih je angažirano preko 250 delavcev naših podizvajalcev. Leta 2015 smo praznovali 70-letnico obstoja podjetja, smo družinsko podjetje in skušamo gojiti vse vrednote, ki so blizu družinskim podjetjem. Naš slogan je lesu podarjamo brezčasnost. Sam sem v podjetju od leta 2011 in sem zelo hvaležen, da je imel lastnik podjetja toliko razumevanja in zaupanja, da sem lahko ekipiral ključno ekipo in začel spreminjati poslovni model podjetja. Drugače pa za nas danes še poseben dan zaradi tega, ker smo včeraj sklenili en zelo velik posel v Nemčiji, dogovorili za opremljanje 3-4 zvezdičnih hotelov v skupni vrednosti dobrih 10 milijonov evrov, kar bo letos predstavljalo približno četrtino letne realizacije. Hvala lepa. Jaz bom poskusil poudariti nekaj bolj takih kvalitativnih indikatorjev, se bom številkam izognil, čeprav vsem se pa ne morem. Ne. Pri nas gre dejansko za en mali, če temu rečem, koncern z sedežem v Sloveniji na Izlakah in z 12 hčerinskimi podjetji po evropskih državah in to nekako štejem kot velik dosežek naše ali pa moje ekipe preiti iz enega podjetja v en mednarodni koncern. Delež izvoza ste že slišali, je čez 90%, so tudi leta, ko je 95%, kar pomeni, da mi domačega trga v bistvu nimamo, da praktično delamo na odprtem trgu. Vlaganja v letošnjem letu bodo znašala 10% od prihodkov, to je cirka 13 milijonov evrov in bojo skoraj za 50% višja kot lani, pa že lani niso bila nizka. Mi imamo trenutno 27 veljavnih evropskih patentov. Ne proizvajamo niti enega izdelka po licenci koga drugega, vse po svojih načrtih na osnovi svojega znanja. Izjemno smo zapisani ekologiji, saj imamo v proizvodni keramike to najvišje okoljsko dovoljenje, tako imenovani IPPC. In če pogledam nazaj, kaj vidim kot še dodatne dosežke. Po moji oceni smo pomembno dvignili ugled blagovne znamke ETI. Namreč mi smo zdaj v zadnjih letih v tako zahtevnih in referenčnih objektih, da smo res lahko na njih ponosni. Najnovejši terminal letališča v Kijevu je popolnoma z našo opremo zaščiten. Pa še cel kup vam jih lahko naštejem, ampak enostavno danes ni časa. Tudi v regiji smo postali ugleden zaposlovalec, ker smo dolgoročno delali z kadri. Uvedli smo štipendiranje, uvedli smo karierne načrte in nismo imeli nekih resnih težav tudi v sedanjem času pri pridobivanju vseh kadrovskih profilov, od inženirjev pa do osnovih. Lovimo trende, ki so v smislu obnovljivih virov energije. Bili smo eni prvih, ki so delali zaščito sončnih elektrarn. To trenutno v Sloveniji niti ni več tako trend, pa v Evropi tudi ni. Ampak po drugi strani smo pa včeraj podpisali eno pogodbo 3-letno za 4,5 milijona evrov, kar je za nas tudi pomembno, z Toshiba Mitsubishi Electric Company, ki dela inverterje za te sončne elektrarne in bo praktično vse prodano v Ameriko pa na Kitajsko. Tako da lovimo tudi te trende, se pravi obnovljivih virov energije, smo v elektromobilnosti, naše izdelke najdete v polnilnicah električnih avtomobilov, najdete jih tudi v nekaterih povsem električnih avtomobilih, v nekaterih avtobusih in kamionih, ki so električni in vozijo po Nemčiji, tako da mi sledimo trende, trendi so pa, kot sem rekel, obnovljivi viri, elektromobilnost in nasploh ene vrste krožno gospodarstvo. Hvala. Ja, hvala lepa, lep pozdrav v mojem imenu. Želel bi se vrniti v leto 1989.
ko sem bil direktor komunalnega podjetja v Murski Soboti in smo imeli velik problem z odlaganjem odpadkov. Ni bilo nič urejenega in nič nam ni druge ostalo, kot da začnemo odlagati odpadke ob glavni cesti za Moravce. To je bila moja takrat odločitev, ker smo želeli zbuditi tudi zanimanje drugih, da je potrebno to področje rešiti. In takrat smo začeli spoznavati sistem ločevanja odpadkov in v letu 1992 smo pripravili tudi koncept ravnanja z odpadkov in zelo zadovoljen sem, to je bil koncept ICRUS imenovan v Sloveniji, je bila zmagovalni koncept in zelo vesel sem, da se vse to, kar se dogaja zdaj v Sloveniji, ne v dobrem smislu, ne tistem slabem, o katere boste me verjetno kaj vprašali, da gre po tem konceptu. Torej najprej ločevanje odpadkov na izvoru, potem obdelave ostalih odpadkov, podaljšanje proizvajalčeve odgovornosti in podobno. Prav tako sem zelo vesel, da smo lahko prodrli iz takrat Prekmurja v Slovenijo in smo uspeli v teh letih, to je od 1990 naprej, ustanoviti tudi 7 hčerinskih podjetij, ki delujejo v celotni Sloveniji. Najprej smo se ukvarjali samo z gospodarsko javno službo, torej z koncesijami, danes pa v našem prihodku, ki v celotni skupini je v lanskem letu znašal skoraj 44 milijonov evrov, pomeni gospodarska javna služba le 20%, ostalo je 80% je industrija, saj dejansko ni podjetja, s katerim ne bi v Sloveniji sodelovali. Kaj te prevladuje tako v Sloveniji, je končno prišlo tudi do tega, da odpadki niso tisto nujno zlo, ampak da odpadki niso del infrastruktura. Naprimer sedaj, ko so bili ti znani dogodki s Kemisom, takrat smo bili sposobni prevzeti vse odpadke in moram povedati, da naši partnerji niti en dan niso stali. Začeli smo z enim zaposlenim, to sem jaz bil, danes nas je 411 zaposlenih, še rastemo, imamo vizijo, vemo, kako naprej, soočamo se z novimi izzivi, ki jih predvsem prihajajo od novih izdelkov, ki nahajajo naprimer litij-ionske baterije, potem sončne celice, o katerih je bilo govora, reciklaža, torej z novimi materiali in seveda smo v polni meri vpeti v sistem krožnega gospodarstva in smo na poti tudi v sistem Zero Waste, to je družbe brez odpadkov. Hvala. Hvala lepa. Sem lastnik in ustanovitelj tiskarne Jesene, ki se nahaja na Ljubečni pri Celju. Podjetje sem nastavil leta 86, 2014 pa so se preoblikovali v delu v DD. Zaposlujemo 35 ljudi. Podjetje je specializirano za tisk etiket za brusno industrijo. Izvažamo po celem svetu, imamo približno 50 strank v 30 državah. Letni promet firme znaša 7 milijonov evrov. Dodana vrednost na zaposlenega pa preko 90 tisoč evrov. Prisotni smo v vseh večjih svetovnih sistemih, kot so pri nas Svati Komet, današnji Weiler, Saint-Gobain, Tyrolit Swarovski. V preteklosti smo ogromno aktivnosti izvajali za indo-azijski trg, ki smo danes tudi prisotni in nam predstavlja približno 30% naše prodaje. 27 let staro podjetje, katerega ustanovitelj sem, tipični primer garažnega podjetja na eni strani, družinskega podjetja na drugi strani, podjetja, ki je od svoje ustanovitve zamenjalo kar nekaj poslovnih modelov in se transformiralo iz klasične trgovske družbe preko proizvodnega podjetja v klasični inženiring in danes smo na prelomnici, katere bodočnosti je razvojno-raziskovalni inženiring. Za nami je 1600 objektov, postavljeno praktično po celem svetu, nekje na vzhodu do Kamčatke, na zahodu do Čila, na severu smo na zemlji Franca Jožefa za polarnim krogom, na jugu v zalivskih državah, v Dubaju, Saudovi Arabiji. Pionirji novih tehnologij, naše pravilo je en izdelek v svet, se pravi izdelku, ki ga delamo, to so napihljive hale, iščemo možnosti uporabe v različnih področjih, smo pionirji uporabe napihljivih hal v kmetijstvu, imamo patentiran rastlinjak, napihljiv rastlinjak,
Naša začasna skladišča krompirja rešujejo kmetijstvo Ruske federacije in pa seveda ravno vse te reference, predvsem pa razdrobljenost v različnih klimatskih pogojih nas je naredila zanimive za svetovne raziskovalne inštitucije, tako da smo danes partner Evropske vesoljske agencije, partner NASA in skupaj sodelujemo pri razvoju habitatov na Marsu, kot tudi na razvoju tehnologij zajema podatkov iz vesolja. Hvala.